Spoštovane gledalke in gledalci, tokrat gostimo v studiu televizije Exodus akademskega slikarja, profesorja Bogdana Čobala iz Maribora, ki je brez dvoma eden najprepoznavnejših ne samo mariborskih likovnih ustvarjalcev, ampak tudi v Sloveniji. Gre za človeka, ki je vse svoje življenje posvetil tako likovni umetnosti, kot tudi likovni pedagogiki in tudi sedaj še zmeraj poučuje, prenaša svoje znanje, svoje spretnosti mladim generacijam. Bogdan Čobal je umetnik, ki je bil zmeraj družbeno angažiran in nikoli ni dovolil, da bi se določeni pojavi, ki so ga v naši družbi, v našem okolju motili, šli mimo njega, ne da bi se skušal angažirati, ne da bi skušal nekaj storiti, da bi se stvari razjasnile, če že ne spremenile. Tako da je njegov odnos do likovne umetnosti enak v bistvu tudi odnosu do družbe. Zmeraj angažiran, zmeraj hoče biti na tekočem z dogajanji in na nek način tudi s svojim razumom, svojim znanjem skuša pozitivno, torej konstruktivno vplivati na mnenje okolja. Gospod Čobal, vaša likovna ustvarjalnost je na nek način med najbolj prepoznavnimi. Tekom let ste ustvarili en prepoznaven slog, ne glede na to, kakšno motiviko obravnavate, je Čobal zmeraj na nek način prepoznaven in globok vtis ustvarjajo vaša likovna dela, prav zaradi tega, ker vso svojo dušo in svojo energijo vlagate v likovno ustvarjalnost in skušate zmeraj biti tudi v duhu časa. Kako vam je uspelo tako kontinuirano ohranjati ta ustvarjalni zagon in ohraniti to svojo prepoznavnost, ekspresijo, v kateri se vsa vaša duša, vaša človeška bit zrcali? Mogoče bi osnovno izhodišče tukaj bilo vendarle iz psihologije. Gestalt pravi tako, da lahko osvojiš toliko informacij, koliko jih po nekako banalno povedano lahko prebaviš. To se pravi, na eni strani dobiš informacijo, na drugi strani pa jo moraš navznoter prilagoditi samemu sebi. In to te ohranja pravzaprav pri tebi. Vse v resnici se dostikrat tudi odtujimo samemu sebi. Dostikrat je potrebno izvesti kompromis. Ampak jaz včasih zase pravim, da sem trma na dolge roke, sproti se sploh ne opazi. Ko pa pogledam nazaj, pa vidim pravzaprav, da sem bil neprestano na nek način trmast, ampak ne v tisti negativni ihtavi trmi, ampak v nekem notranjem prepričanju, da imam pač pravico biti takšen, kot sem, če sem s tem nemoteč. Res je, da sem kdaj pa kdaj opozoril na kake dogodke. Dejal bi, da je ta neki čut, kako naj pravzaprav civilizacija, družba, umetnost, politika, pa vsi drugi družbeni inštituti funkcionirajo. Tu ne gre za to, da bi si vzel en zgodovinski vzorec, tu ne gre za to, da bi vzel en zgodovinski detalj. Ampak tako, kot sem rekel, v neki možganski enolončnici je potrebno pravzaprav vse te podatke znivelirati, zbrati, poiskati to, kar je bilo konstruktivno. Človeštvo ima rdečo nit in ta rdeča nit ni negativna. Mi vendarle zgodovinsko lahko ugotovimo, kako pozno je recimo bila preganjena tortura. Kako pozno in kako dolgo so uživali, ko so gledali, kako je Robespierre obglavljal ljudi. To ni tako daleč. Danes se vendarle vsi čudimo, vsi nekako nas smo prizadeti, nas skrbi, če se te stvari v nekem civilizacijskem zaostanku nekje dogajajo.
To seveda nima direktnega vpliva z umetnostjo, ampak ker sem pač že bil nekako kot angažiran, sem skušal nekako definirati. Vi ste dejansko tudi v svojem slikarskem, pa tudi grafičnem opusu skušali opozarjati tudi na divjanje vojne, na te v bistvu pojav nasilja, ki se dogaja že od pamti veka, ampak kljub vsemu ste bil angažiran. Recimo spomnim se grafik iz cikla Aresov, ples in podobno. Skratka, vas le prizadenejo te krivice, to nasilje, ki se ponavlja tako rekoč v človeški civilizaciji. Ja, mislim, tukaj v času hladne vojne je bil ta strah pred atomsko bombo, grozljiv pa pred atomsko energijo, ne. Odreagiral sem z grafičnim ciklusom Mesto H, mesto Hirošima. Gre pravzaprav za neko rušenje, za neka energetska eksplozivna stanja, ne. V resnici so ta vojskovanje in to pretirana količina energije in pretirana količina sovraštva na sorazmerno malem prostoru, ne. Danes sem gledal na History, odlična oddaja, takih televizij si človek želi, ne. Kako je potekal Mesto T, kakšna je bila invazija, koliko je bilo to mrtvih, koliko je bilo to žrtev, koliko je bilo vsega tega skoncentriranega, ne. Tu se človek potem sprašuje, zakaj so te ideologije take, da generirajo pa najdejo svoje partnere. Kako lahko neka ideologija najde toliko morilcev, kako lahko neka ideologija najde toliko lažnivcev, kako lahko neka ideologija najde toliko kradljivcev. Ne? Ampak to se dogaja, ko je nek civilizacijski pojav ali pa bi rekel bolj antropološki pojav načet, ko se razkraja, potem pravzaprav pride do tega. Jaz vedno pravim, to, kar je mogoče, smo zopet malo kritični, lahko. V naši družbi je trenutno obrnjeno na glavo in sicer razumevanje družbe. Najvišja stopnja razumevanja družbe je vendarle civilizacija, ki ureja orodja in uporabo orodij, pa domišljijski svet, kaj naj s temi orodji počnemo, kako naj izoblikujemo življenje in vse te stvari. Iz tega se pojavi kultura, ker so vključeni umetniki, ki zdefinirajo nove pojave, nove načine gradnje Grki. Ne? Pa pozneje tudi in navsezadnje, če nekdo reče, da je današnja umetnost taka ali taka, ne gre, da je današnja umetnost taka ali taka, mi smo taki. To nas odraža, ta sprememba, da se vrnem na ono. Ne? In potem civilizacija in kultura generirajo družbene oblike, generirajo družbe, generirajo politiko, generirajo pravo, generirajo vse to. To je podrejeno kulturi. Če pa je to obrnjeno, pa družba diktira kulturo, potem hoče pravo imeti svojo kulturo, potem hoče imeti ekonomija svojo kulturo in tako dalje, nastane zmeda. To je moje osebno mnenje po tem, koliko vem. Zanimivo je, da vas je v samem začetku likovne ustvarjalnosti oziroma v neposrednem poakademijskem obdobju zelo zintegrirala nekako tale pojav slepe industrializacije, slepega tehnološkega napredka in ste ustvarili en ciklus, ki je ravno skušal odraziti to razčlovečenje človeka znotraj te industrializacije in procesov tehnologije oziroma napredka tehnološkega, tako imenovanega. Ta trditev do neke mere drži, vendar po majhni analizi vsega tega se da ugotoviti, da sem pravzaprav skušal v industrijo vnesti tudi neke poetike. To so grobe slike, ampak ne gre za grobost v tistem smislu, ampak tudi v tej novi situaciji sem skušal poiskati neke poetike. Nekatere slike so izredno subtilno, poetično doživete. Raziskoval sem ob tem motivu, formalnem sem navznotraj pač raziskoval
idejo, likovni elementi dinamike, ki jo povzroča diagonala. Diagonala se mi je vendarle zdela kot najbolj dinamična in najbolj značilna črta našega časa. Druga stvar, z ravno črto, ki še zdaj sem pristaš tega. Ravna črta kot ideja neke odločitve, nekega rizika, nekega začrtanega. Je v tej ravni črti sem hotel dati tudi poetične elemente. To skrati to čisto tanka črta na premišljenem mestu. No in če se v tem celotnem kontekstu slika učitava, je iza teh pojavnosti novih elementov, pa vendarle, saj zase tako čutim, da je vključena v neko splošno harmonijo. Ta delavski svet je bil del tega našega sveta. To ni zdaj, recimo, če nekdo hoče primerjati to z popom. Ta slovenski pop je bil malo drugačen. Ne gre za nismo bili ogroženi od Coca-Cole, nismo bili ogroženi od vseh teh stvari. Smo pa imeli te lastne pojave, zanimiva je Gnauševa slika, Atrix, enostavno krema za roke, kot neki element, ki 61 leta lahko vidite na televiziji, kdaj v črno-belih podobah, to je bilo res črno-belo. Po tem, kot ste omenili, recimo obdobju pop arta, ki je samo pogojno se pri vas lahko aplicira, ste razvil en kar dolgotrajen ciklus, skoraj že fazo predelov. Se pravi, iz neke industrijske pokrajine ali bolj ali manj interierjev industrijskih ste prišel v eksterierje in prikazal eno krajino, čisto naravno, osvobojeno vseh detajlov, ki pa ste opazoval skozi ene zanimive ekrane. In tam se zopet pojavlja ta ravna linija, ki ste jo imenoval, ki je že morda napovedovala neko računalniško gledanje, torej ekransko gledanje realnosti. Kako ste prišli na idejo pravzaprav, ker to je neke vrste tudi ena preroška, bi rekel, tematika. Zdaj revščine. Vedel sem, da so, recimo, informacijska blokada je bila odprta. Če nekdo pravi, da je to bilo zaprto, če si se lepo trudil, si dobil revije, mogoče celo več kot zdaj. Zdaj recimo environment ali pa pojavi, kot je Mak delo. Jaz vendar nismo toliko denarja, da bi šel na Antarktiko, da bi šel v Saharo, pa v Sahari izvajal te intervencije. Jaz sem sanjaral pravzaprav v teh platnih. Mi smo takrat vedeli za Otopina, pa Gunther Reukerja, pa vse te stvari. Je bil ta pretok narejen. Ampak zdaj ta popotovanja na te severne, pa na te vse predele z temi intervencijami, z vsemi temi, ki bi jih mogoče ob neki boljši finančni, pa po neki podpori, lahko v resnici izvedel v naravi. Kot je moči to delal Kristo. Ampak jaz sem pa na nek drug način pravzaprav vso to stvar razmišljal. Dejal sem nekako tako, kje zdaj ti ljudje vidijo to pokrajino. Pa ne mislim zdaj recimo na nekaj tako, da je Raskin, zdaj posledica Raskinove razmišljanja o pokrajini in tako dalje. Pa kje je zdaj ta pokrajina? Jaz sem videl stroje, pridelovalne stroje za hrano pod modno streho. To so vendarle njive, ki so bile zorane in ki so bili izoblikovane po logiki traktorja. To so bili vinogradi, ki so bili oblikovani po logiki navezave pa škropljenja in tako dalje. Posod pravzaprav vse te rastline so bile, tudi zdaj so, bom malo v šali rekel, vojaško urejene, postavljeno na desno ravnajs. In to se pravi, jaz sem zdaj te pokrajine sčistil,
Na drugi strani sem pa vedel, da obstajajo parcelne številke, ki so blazno krute in ki so se zdaj pojavile tudi v fizičnem. Takrat je človek lahko šel gor dol vsem tja, danes imaš ograjo, misliš, da boš prišel, je tista ograja, za ograjo še kaki hav, ne, in je vsa stvar neprehodna, ne. In te neprehodnosti sem jaz pravzaprav delal na sliki, ne. Postavil steno, postavil steklo, od tod do, ne vem kako, do središča Zemlje ni do 10 kilometrov, pa že lava šprica, ne. Pa tu gor, tu 10 kilometrov, do tod je zdaj moje, ne. Ampak če vas stopiš malo tja, je pa že to njegovo, ne. In zato sem jaz ves ta prostor očistil rastlin, ne, geološka struktura, ki je trajna, tu mogoče tem slikam dalo neko brezčasovnost, ne. Pa potem ta merski nagon, ki ga ima človek, ne. To sem skušal nekako, potem pa mojemu značaju ustrezno, ne, sem to vedno bolj mehčal. Na koncu so ostale poetične slike s temi ravnimi črtami, pa se mi je zdelo smešno. Zdaj recimo to pa sem potem raje spremenil, opustil, ker nisem mogel več, sliko sem vedno bolj ponežal, ne, in vedno bolj nežna je bila, vedno bolj subtilna in se mi je zdelo, da ne služi več ideji. Zanimivo je, da ste pojav oziroma upodobitve krajine, ki so osvobojene od vsakih detajlov, rastlinstva, samo koloristično učinkujejo po eni strani, po drugi strani pa ta linearni sistem ohranil in se pojavljajo v kasnejših ciklih še večkrat. Konkretno se ta pokrajina, potem zemeljska, transformira v vesoljske pokrajine, po drugi strani se pa ti linearni sistemi potem ponovno pokažejo recimo v obliki prostorskih oken in pa v najnovejšem obdobju tudi kot en sistem ortogonalnega omrežja, kot kontrast, torej tega razuma, reda, urejenosti, nekemu kaotičnemu dogajanju v vesolju. Se pravi, na eni strani imamo red in kaos in ta dvoboj, torej večno bojevanje med redom in kaosom, je tudi ena rdeča nit celotnega vašega likovnega opusa. Tako da se tudi pri vas ohranjajo določene tematike, določeni motivi, ki pa jih zmeraj drugače reinterpretirate. To, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, je bila ena kratka cezura, recimo med ciklusom ali fazo predelov in potem naslednjo širšo fazo, daljšo fazo povratka k jedru. To so bili likovni citati. Naenkrat ste se vrnil k figuri, vendar v obliki nekih reminiscenc na že obstoječe stare mojstrovine, se pravi na umetnost, ki je nekoč že obstajala in odtod tudi ta naziv likovni citati. Kaj se je tedaj dogajalo? Ja, zdaj kar več vprašanj, upam, da mi je ovapno v glavi dovolilo, da lepo po vrsti vse skupaj odgovorim. Na prvo zastavljeno vprašanje, ki je bilo vezano na kontinuiteto kljub različnosti, bi dejal, da mi to kontinuiteto proizvaja, da rečem, pač ideja, da je dostikrat potrebno delati ali pa čutiti tisto, kar je, ne tisto, kako je vidno. Naš vidni svet, iza tega našega, ta vidni svet z temi našimi čutili je pravzaprav na nek način omejen. Dopolnjujejo možgani, ki izdelujejo dodatna orodja, dodatne poizkuse in vse te stvari. To se pravi, na eni strani imamo idejo o tem, kako izgleda svet, kako je vsa stvar pravzaprav odkrita
od Grkov naprej je pravzaprav v našem zahodnem to prizadevanje, da bi pravzaprav mnenje o svetu lahko dopolnili, kar se pozneje v tehnologiji, če znanost to naredi, tehnologija to dokaže. Ne. In zdaj recimo v tem mojem delu je pač, enkrat sem bil obsojen, da sem na robu sciencističnih idej, pa pač na nek način jaz znanosti verjamem. In to je zdaj ta kontinuiteta. Jaz sem prepričan, da vedno delam neki realistični svet. Ne. Ampak to ni realizem tistih, ki mi pade na bremž mojega očesa, ne, to se pravi, ampak je o nekem realizmu govorim. Potem prehod na likovne citate. Ne? Vmes je še bilo eno vprašanje, pa bom pozornil, če sem spomnil vmes. Na likovne citate. Namreč, likovni citati so v resnici nastali iz enega drobnega, malega, bi rekel, distančnega obupa, da pravzaprav o umetnosti ljudje še razmišljajo, pa kontaktirajo samo preko knjig. In si ustvarjajo mnenje preko ilustracij. Preko ilustracij si pa ne moreš ustvarjati mnenja, ker ilustracija nima razsežnosti, nima dimenzij, nima površine, nima materiala, nima nič. To se pravi, da se neko likovno gradivo se je spremenilo v neko mnenjsko stanje, zgolj v mnenjsko stanje. In zato sem jaz potem v vsako sliko vnesel en tak arhetip, en tak prežvečen vzorec, ne? Hkrati pa seveda aludiral na novo situacijo. Tisto mi je zabavno, nekateri so bili kar navdušeni, nekateri pa ne. Ampak jaz sam pravzaprav v tej smeri nekako nisem vztrajal. Ta konkretni realistični svet pa metafizični, ki je tudi bil prisoten, ne. Ker kaj se pojavi pol metra veliki antraks, pa neka figura, ki zmaličena in tako dalje, ne. Raje sem se vrnil potem k dinamiki jeder, to je bilo zdaj to vmesno vprašanje, ne. Dinamiki jeder, prav zaradi tega, ker sem ponovno pravzaprav obudil neka likovna razmišljanja, ki so bila sicer v litografiji. Neka, kaj se vem, bolj sami o sebi pravim, ker objektivno še ni bilo zdefinirano. Temu jaz pravim segmentirana gesta. Gre za neke sicer gestualne odločitve, ki so pa presekane. Mi imamo kar precej takih oblik, od hrbtenice, ki je pravzaprav v celoti hrbtenica, ampak je vsak segment, pa pnevmatika in tako dalje, ne, verige, vse te stvari imajo pravzaprav eno splošno linijo, navznoter so pa členjene. To se pravi, to je tista, bi človek rekel, trma na dolge roke. Jaz sem se odločil, da bom potegnil tako gest, ampak to bom naredil v premikih, ne. To je bila ena dobro aludiranje, čeprav se takrat nisem upal direktno pravzaprav povedati, za kaj gre. Tu je vendarle dvojna vijačnica. DNK je takrat bil na samem začetku, se človek takrat nisem vedel, ali bo to prišlo ali je to pač začetna zmota in tako dalje, ne. O teh dvojnih vijačnicah in tako dalje. En kolega je pa to prepoznal, spiralnost teh, in sem bil kar vesel. Pa nič ni. Tudi fizikalna osnova je v teh dinamikah jedra, ne? Ker dinamika jedra je lahko biološka ali pa tudi fizikalna. Zanimivo je, da ste ravno v tej fazi povratka k jedru, ki je nekako navezoval, kot se že omenil, na en ciklus litografij
Zlom v gibanju, če se prav spomnim, Zlom v gibanju, je ta v bistvu segmentirana poteza na nek način tudi odražala eno sekvenco, recimo posnetkov filmskih. In tukaj prvič pri vas vidna ta dinamika, ki na nek način aludira tudi na samo filmsko, recimo, gibanje, na neko posnetek, na neko zaustavljeno gibanje, ki pa aludira na film, na kontinuirano dogajanje v prostoru in času tudi. Zanimivo je bilo tu, v Milano je imelo društvo, pa zdaj smo to grafiko, pa en starejši gospod prišel, res poznavalec, strokovnjak FIBO, seveda, ob mojih delih je začel praviti, linija Sforce, linija Sforce, linija Sforce. Prav vesel sem bil, mislim, prvi je opazil, ne, jaz sicer nisem tu, jaz sem pozneje, ko me šel gledati, da so tu fotolistične, mislim, neke dinamike, slične temu, ne, ampak mislim, sem bil zelo vesel. To je kar dosti dinamična linija, ne, včasih je pa to dinamiko, pa to treba malo bremzati, veš, da ni divjaštvo, ne, dinamika tudi ne sme biti divjaška, mora biti tista obvladljiva. Tu je mogoče izhodišče za naslednje vprašanje, ko približno slutim, zakaj je prišlo do takšnega drugega načina obvladovanja geste. Ja, absolutno, ker ni šlo samo za spremembo poteznega sistema, šlo je za cel nov koncept videnja stvarnosti tudi na koncu konca. Se pravi, nekje iz tega vesolja realnega, ki je nam blizu, torej iz Zemlje, ste prišel naenkrat na to mikroskopski nivo, torej na nivo ne samo genov oziroma kromosomov, ampak tudi na subatomski nivo. In takrat ste se prvič pravzaprav dotaknil problematike eksistence vesolja, problematike, ki vas še zdaj tako rekoč spremlja. To je nastanek, ta v bistvu problem, kako je vesolje pravzaprav nastalo. Na nek način se tudi v teh spiralah notri odraža en Big Bang, tisti veliki pok, ki je tudi sedaj prisoten pri vas, samo v drugačnem formalnem obliki. Mislim, en fizik mi je tako v hipu pravzaprav nekako enostavno odgovoril na to. Na vprašanje, zakaj je atom tako mali, je odgovoril, zato, ker si ti tako veliki. Pa zakaj je vesolje tako veliko, zato, ker si ti tako mali. Se pravi, jaz sem zdaj v tej središčni poziciji, ko na nek način, pa ne samo jaz, ko hočemo spostaviti enotnost tega sistema, moja sredinskost. Res je, da vse, kar človek dela, naredi po svoji meri in si tudi pravzaprav cel svet predstavlja po svoji meri. Tu mislim, da dosti pretiravamo o tem našem intenzivnem vplivu na naravo, na okolje, ponekod je že to, ampak to se na srečo pravzaprav izboljšuje in so te zavesti, višja tehnologija. Ta vmesnost, to vprašanje, ali je tisto večje enako organizirano kot tisto manjše. In kaj so zdaj ti vmesni prostori v tem manjšem, pa v tem večjem? To so grozljive številke. To so številke, ki jih najraje ne bi verjel. Ampak človek je naredil orodja, ni še naredil tehnologijo. Tudi del tehnologije, ki lahko recimo to dokaže, pa to človeštvo uporablja. Ampak temu jaz enostavno verjamem. Je pa seveda res, da koliko je sedaj ta ideja, ne morem reči motiv, to razmišljanje sredstvo za likovno upodabljanje. Nekateri avtori enkrat očitan Turner, je odlično povedal, ne? On je v teh slikah slikal svet takšen, kot je, ne tak svet, kot ga vi vidite. Jaz se skušam pravlično, to so v resnici barvne pravljice, pravličnost, ne, v odnosu
resnega znanstvenika od nečakinje sina, ki je atomski fizik, sem ga vprašal, kaj misli o Brianu Greenu. Je rekel, pa daj pusti, to je pretežka matematika. Jaz pa na dopustu berem Briana Greena domačinsko, ne, na moj sebi sprejemljiv način in na prepričanje. On je to hotel matematično čisto točno razumeti. Ne. Jaz to kot zunanji opazovalec občudujem in pravzaprav na zadnje moram verjeti. Jaz ne znam dokazati, da njegova trditev ne drži, ne. Ampak me omami. Isto me pa tudi s problemi DNK in te stvari, ne. Vedno je pa treba paziti, ne, da družbeno ne zlorabljamo. Geni v eugeniki so bili grozljivi. To pa mi je treba res paziti, človeštvo tudi z vesoljem ne smemo pretiravati in vsemi temi stvarmi. Zanimivo je, da ste po tej dokaj eruptivni fazi povratka k jedru razvili en ortogonalni sistem sestavljanja nosilcev. Torej, eksperimentirali ste z različno obliko nosilcev. Mislim, da je to vaše nagnjenje sega celo v likovne citate. Tudi takrat ste uporabljali torej pravilne oblike nosilcev, dopolnjeval jih z raznimi najdenimi predmeti, tako da je celo v tretjo dimenzijo prešla slika. No in po povratku k jedru se pojavijo poliptihi, večkrilne sestavljene slikarske konstrukcije. Slika je še zmeraj bila na steni, vendar se je počasi že osvobajala, kot ste kasneje omenil, diktature stene. Torej, prešla je nekoliko v sam prostor. Kako se je ta torej premik zgodil v vaših, recimo temu, možganih, ki tako zmeraj poudarjate dejansko ta svet, ki ga mi doživljamo in svet, ki v resnici obstaja. In ki ste ga zmeraj skušali bolj poudarjati to, kar dejansko obstaja kot neka ideja, kot neka kontinuiteta, kot pa kot tisto, kar človek dejansko v možganih lahko dojame. Ja, dilema je bila okoli slike. Te teme so bile sorazmerno naporne in očitavanje. Jaz sem se potrudil, da so ljudje to optično očitali, da jim je bila slika lepa, da je slika bila nabita z energijo, da je bila komunikativna in tako dalje, ne, te notranje plasti. Potem pač pride v en trenutek, ko se vprašaš, je potrebno to vse skupaj dati sliki. Ne, slika je vendarle predmet, ne? In sliki sem hotel vrniti to predmetnost. Slika je nekaj, kar vzameš v roko, predstaviš, ne? Je na koncu nek predmet. Ne? In od tod pravzaprav ta pohištvenost. Jaz mogoče niti nisem izpeljal ideje do konca, pa niti. To je vendarle so bili mozniki. Nastavljeni tako, da bi si tak, pač, ki je hotel to sliko imeti, lahko s temi mozniki spreminjal pozicijo posameznih slik. Ne? Tako kot jaz sem včasih šalo, včasih je bil potreben prevoznik, ne? Zdaj pa si kar vzel par desk pa skupaj, pa imaš pohištvo. Ne? To pohištvo je vse zatično, vse montažno. Ne? Tako so se pojavili te slike, ki so bile mogoče niti ne čisto do konca izkoriščene v teh raznih montažah, teh pretikanih in tako dalje. Ne? To idejo sem pozneje v ideji Letni časi, ne? Z tako kalidoskopsko sliko, ki v teh drobnih detaljih neprestano lahko menjuje svojo zrealiziral. Ne? No, ti 4-letni časi, pravzaprav prvič ste jih predstavil ob svoji jubilejni razstavi v Umetnostni galeriji Maribor. To je bila velika pregledna razstava, pravzaprav od samih začetkov pa do najnovejših stvaritev. In tam
ste predstavili kar dve novosti. Prva so bili ti 4-letni časi kot ena stenska montaža, recimo temu, kot en torej mozaik, ki si ga pa lahko poljubno sam sestavljal iz manjših torej, slik. In to je bila ena novost. Druga novost pa so bile slike iz cikla Ritem navpičnega, kjer ste pravzaprav prvič vpeli sliko v en okvir, ki se je gibala. In tedaj je tudi prvič nastala v vašem opusu tako imenovana bandera, torej slika, ki je poslikana z obeh strani, kot jo imam tukaj pri sebi. Sicer ta slika sodi v ciklus Anatomija kozolca, se pravi iz enega kasnejših ciklusov, ampak ideja je še zmeraj ista tukaj, samo da ste jo razvili. Kako ste prišli na idejo, da bi sliko, ki ste jo sprva osvobodil diktature stene, jo postavil v prostor, da je samostojno stala, zdaj nekako upel v en okvir, tako da se je slika sicer bila fiksirana, ampak se je premikala. In ljudje, obiskovalci, so lahko si sami ustvarjali kompozicije, kakršnekoli so želeli. Ja, jaz osebno mislim, da pač ustvarjalec nima vsega tega, kar sem prej rekel, je samo ta, ki omogoči drugim domišljijo. Več domišljije vključiš, oziroma več domišljije oni, ki sprejema informacijo, vključi, bolj je to fino, pravzaprav informacijsko prepleteno. In ti gledalcu moraš omogočiti. Zato tudi, recimo, včasih slikati z izredno ostrimi robovi in totalno zdefiniranimi detalji ne odpira novih poglednih možnosti. Včasih rečemo, da je to trdo, da je ne, pač, če pa so stvari odprte in da dovoljujejo gledalcu vključitev domišljije, v tem primeru je šlo pač tudi v to, da sem gledalca vključil tudi v njegov fizus, v njegovo fizično aktivnost. Saj tukaj pri Anatomiji kozolcev sem celo imel v ideji, da tudi postavitve ne bi bile fiksne, pa bi si vsak prostor po svoje uredil v enem bolj, ne vem, kako bi to imenoval, v enem bolj odgovornem, resnem ali komunikativsko ustreznejšem svetu bi to šlo, pa sem videl pravzaprav, da ne gre. Zato tudi sem opustil, tu so bile ti ježki, da bi se s temi ježki to preoblikovalo, premetavalo in tako dalje. Samo vredno bi nastal kaos, zmeda in vse skupaj. Glede letnih časov je pa takole, to je bil fris, ki je bil dolg 17,5 metrov, kako se spomnim. Sestavljen je bil okoli z 80 elementi. In v čem je bil zdaj zanimivost tega? Letni čase mi vedno jemljemo kot avtodoživljajske. Danes je poletje, zunaj je vroče in ne pomislim, da je nekje zima. Ta hip nekdo zmrzuje in je lahko, kaj se vem, minus ne vem koliko. Vsi letni časi so ta hip prisotni in so vsi letni časi na tej naši zlati zemlji. Gre samo za to, moji letni časi pa doživljam samo ta trenutek, vse ostalo je pa v spominu in v pričakovanju. In zato tu ni bilo, recimo ena slika je bila v tonalitetih, ki bi lahko aludirali hladno, druga je bila v vročem, v opuščenih barvah, v pričakajočih zelenilih in tako dalje in tako dalje. Vse je bilo pravzaprav to nekako kot neki kalidoskop, Bogi, ti, ki so morali montirati, ker je bilo verjetno potrebno zabiti tam okoli 200 žeblov, da je to lepo. V Murski Soboti je obupo. Zanimivo je, da se je pravzaprav v temu ciklusu letnih časov manifestirala ta vaša skrajno dinamična gesta, kaotična, se pravi, ne več tist povratek k jedru, segmentirana, zelo kontrolirana gesta, ampak ena kaotična gesta, ki je kontrastirala enemu ortogonalnemu
sistemu. Se pravi, zopet imamo ta boj med kaosom in neredom, med podzavestjo in zavestjo, med nekim ustvarjalnim, torej energijo, ki je pravzaprav izvira iz Big Banga, iz tega velikega poka, na eni strani, na drugi strani pa potem, kako se počasi formira nek sistem, nek red. In pri 4 letnih časih ste se ponovno vrnili, recimo temu, na Zemljo. Skratka, zopet si lahko identificiral neke zemeljske pokrajine. V ciklusu ritem navpičnega pa ste že prešel v kozmos. In takrat ste pravzaprav ohranil svoje kozmične pokrajine vse do danes, vse do teh najnovejših slik, ki jih imava tukaj kot scenografijo v studiu. Moram biti malo pošten in bom kar priznal, da je tu bilo malo zavestnega teatra. Tako kot sem prej dejal, da pač gledalcu omogočaš neko doživetje. Ta razpršenost na letnih časih, ne, in je tudi prostor bil sorazmerno osvetljen in odprt. V naslednjem prostoru je bilo nekoliko bolj mračno. Je nastalo vzdušje, ki je bilo, bi pač grobo povedal, meditacijsko. Saj v tej meditacijski nenadoma te je streznilo. Slike so bile navpične, slike so bile navzgor. To, kar sem potem spremenil, da sem dal slike navzdol. Če je slika navzgor, si ti majhen. Če je slika spodaj, si ti velik. In tu so te igre, kako ti omogočaš gledalcu, da doživi sebe. Za sliko jaz ne povzročim nič drugega, kot pravzaprav gledalcu omogočam, da doživi sebe. Da, če ga opozorim na kozmos, da če bo na televiziji oddaja o tem, da pač če bom pa to zdaj pogledal, ali če je med mnogimi knjigami tudi kakšna taka knjiga, Veliki pok, prve 3 minute, in da to pogleda, da je to pravzaprav predmet naše zavesti. Samo za to gre. Ker najslabše je, če pustimo tisto, za kar smo prepričani, da je samo po sebi umevno, stagniramo in zginemo, samo po sebi se vse izniči. Treba dati nov dotok, zato tudi. Vse mogoče na teh delih so te aplikacije računalniško posnete oziroma pa tudi iz havla in tako dalje. To so prepoznavni znaki. To niso znaki, ki so zrasli na mojem zelniku, tu pa tam že, mogoče na oni pa to. Se bi tu lahko sam to predelal. Ampak meni gre čisto preprosto za to, da bi to gledalec dobil kot naslov te slike. Vsebina so pa v resnici moje barve, ki so kozmične, ki so dinamične, ne zdaj da, ampak to je energija. Energija, to ni tista zdravilna, pa tista spekulativna, pa tisto, kaj hočejo narediti, neke pozitivne pa negativne energije, pa neki šlampung, bompung. To je fizikalna osnova tega našega delovanja, tega našega občutja. Dolgo bi trajalo, da bi pravzaprav vse skupaj to zdefinirali. Jaz upam, da je dovolj jasno. Ta vaš fizikalni kozmos, kot ga vi upodabljate, pa vendarle spodbuja ljudi, ne samo k razmišljanju, ampak, kot ste tudi že sam omenil, k meditaciji. Na nek način so vaše slike, dlje časa, ko jih gledamo, bolj na nek način odkrivamo v njih tisto duhovno dimenzijo, neko transcendenco morda, ampak ta transcendenca je pri vas ne v smislu božanske transcendence, ampak v smislu tega, da človek na nek način samega sebe preseže skozi to doživljanje stvarnosti, se pravi, ki ga seveda presega. Človek
se dejansko počuti majhnega, ampak hkrati se počuti tudi velikega. Kajti vaše slike dajajo človeku eno samozavest. To, da je del tega kozmosa, da ni odtujen, da ni to nekaj vzunaj njega, ampak da je to v bistvu znotraj, v njemu. In veliko ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, tudi recimo ob razstavah vaših del, je bilo fasciniranih ravno nad tem, kako vaše slike spodbujajo človeka k razmišljanju in hkrati k meditaciji. Se pravi, da ima en pozitivni učinek, na nek način te očiščujejo. Stik z Čobalovim vesoljem je neke vrste katarze, nekega notranjega očiščevanja. In jaz verjamem, da tudi vi sami na nek način doživljate likovno ustvarjalnost kot ene vrste notranjega očiščenja, kot tisto katarzo. Vendar je ta očiščevanje ni recimo v destruktivnem smislu, kot zdaj najdemo nažalost pri veliko umetnikih, ki smatrajo notranje očiščevanje dejansko to, da izbruhajo ven vse tiste negativne izkustva, napetosti, vse te socialne in drugačne napetosti, krivice, ampak vi skušate podajati eno konstruktivno vizijo sveta in to dejansko tudi pozitivno vpliva na človeka. Tako univerzalno sporočilo je namenjeno tako neverujočemu, torej ateistu, kot tudi verujočim ljudem. In zanimivo je vaše sodelovanje recimo pri likovni koloniji Umetniki za Karitas, kjer umetniki donirajo svoja likovna dela v dobrodelne namene. Vaše slike, ki uvajajo en prostorski križ, ki je v bistvu čisto abstraktna tvorba, hkrati tudi likovno-teoretična, pa vendar ima eno aluzivni pomen, en simbolični pomen križa tudi v krščanstvu. Ampak odvisno je od človeka, kako bo to interpretiral. In v tem je ravno ta univerzalnost vašega ustvarjanja umetniškega. Skratka, dopuščate človeku svobodo, da odkriva v vaših delih to, s čimer se lahko identificira na nek način. Ja, sigurno, ne, saj pogledajte, upam, da ne bi izpadlo nejasen, ne. Križ je vendarle bil že prej, predno je postal simbol. Križ je vendarle nekaj, kar horizontalno mirnost, tudi človeko miruje, leži, je vodoravnica in navpičnica takrat, kadar se giblje in premika. Ne? To je zdaj to sečišče, ta koordinatni sistem, to je sestavni del naše, mislim, psihe bi najraje rekel, ne, ampak najraje pa bi rekel našega fizusa, ker to nas orientira, nas organizira in skozi to vse skupaj lahko pravzaprav mi funkcioniramo. Ne. Če se ti zmede levo pa desno, jaz malo dislektik, pa včasih se mi zmede levo pa desno, pa je narobe, ne. So te stvari. Ne. In sigurno je križ izrazito urejevalna, ne. Zato je tudi kot znak bil po vsej verjetnosti pravilno izbran. Tudi arhitektura je lahko funkcionirala, ne. In tudi križ je pravzaprav v arhitekturi povzročil sečišče centralnega prostora in tako dalje, da ne gremo v detalje, kaj se z vsem tem dogajalo, ne. Ti znaki so naši, od človeštva. Pripadajo človeštvu, te interpretacije navznoter, ne, so pač opisovanje znakov, ne, kako nekdo ta znak očita. In pravilno, če ga očita na svoj način, jaz sem že prej poudaril, ne, jaz samo omogočim, jaz nobenemu ne smem preprečiti. Poglejte, umetnine, ki so preprečevale, prej ste rekli, da je v mojih delih optimizem,
ne, da je pozitivna misel. Jaz bi to dejal, najprej da potrdim, ampak razlog je pa v tem. Poglejte, prikazati razočaranje, obup, distanco, ne, je pravzaprav za moj okus pretiran realizem. In umetnost je postala literarno naturalistična, ker se je hotela znebiti. In je pač z likovnimi sredstvi, likovna sredstva so tu okoli dobrih 100 let, pravzaprav so umetniki, pa likovni teoretiki in tako dalje rabili, da so zdefinirali, da je barva sama po sebi že dovolj, da so kompozicije z likovni elementi dovolj, da si umetnik s tem izraža. Ko je bilo to zavrnjeno in ko se je danes umetnost zopet postavila kot oblika sociologije, kot oblika gneva, kot oblika reminiscence, kot oblika nastavljanja zrcal, mogoče če bi bil mlajši, bi se šel nastavljanje teh zrcal. Ampak nekako zrastel sem v takem okolju, kjer je družbeno dobro in korist družbi bilo, bom grdo rekel, normalno. Ne. Danes je to skoraj čudaško. Družbeno dobro bi najraje pripisali nekim kolektivnemu umu, ampak to ni res. Kolektivno smo mi skupaj, človek je sociološko bitje in na tem segmentu mi ne kaže, da bi ciniziral samo panogo, raje sem Don Kihotovsko čudaški, dostikrat rečem, da ima pleskar, pa jaz imamo iste barve, ne, ampak kak jaz to, pa kak on, pa to pa je malo drugače. No, dajva zaključiti tale najin pogovor z eno še zelo zanimivo in za vas specifično tematiko, to je postavljanje razstav. Vaš rek znamenit je: jaz ne razstavljam slik, ampak postavljam razstave. Skratka, gre za eno nagnjenje do komponiranja ne samo na slikovni površini, ampak tudi različne nosilce, torej likovna dela v neko širšo kompozicijo, v recimo razstavno kompozicijo. Povejte, kaj vas je do tega privedlo, zakaj dejansko zmeraj vzamete slike v svoje roke in skušate narediti eno ustrezno kompozicijo, eno harmonijo tudi z obstoječim interierjem, se pravi, da se z arhitekturo nekako skušate skladati z svojo postavitvijo razstav. Vidite, ena slika je ena slika, razstava je pa ena velika slika. Tako kot mora simfonični orkester biti zharmoniziran, med sabo povezane, tako se človek potem pravzaprav počuti kot dirigent ali pa koordinator svojih lastnih slik. Za te slike bi pravzaprav dejal, da so hvaležne za postavitev v prostor. Ti naši prostori so dosti bolj tako kodirani, strukturirani način, horizontale, vertikale, kot si mi to pravzaprav mislimo. Poglejte samo, kako so kasete zložene, kako so knjige, kako je ono drugo, vse. To je v tem kompozicijskem ritmu, je to pravzaprav svet, ki je, najraje bi rekel, realističen. Ker tega je toliko, da praktično skoraj da ne opazimo. Nekdo pač mora nas opozoriti, da je ta svet res horizontalno vertikalen. Tu jaz ne grem v take skrajnosti, kot je šel Mondrian, ampak je to del tega sveta. Ne. Zdaj pa pri razstavi, če delaš razstavo ne delaš zato, da bi te zdaj nekdo rekel fajn, pa nekdo bi rekel slabo, pa da bi te nekdo zdaj hvalil, pa ono, pa zdaj pa tja. Žal tudi nisem prirejal komercialnih razstav, bil sem v službi na fakulteti, pa mi je bilo panoga lahko samostojna. To se pravi, da se čutim odgovornega pred gledalcem in rečem, ko pride not, ne sme biti isti, kot gre ven. Z njim se mora nekaj zgoditi.
fino je, če je pozitivno in upam, da to vnese. Spremeniti ga moram. Ne. Jaz zase vem, da kakšna dobra razstava me fizično spremeni. Ne rečem, da mi potem bolj dolgi nohti rastejo, ampak nekaj se zbrkla. Ne. In to, kar mi je to zbrklalo, ostane. Ne. Ostane mi. Potem razmišljam, kaj se tu pravzaprav z mano nekaj zgodilo. Ne. Barve imajo vpliv. Sem zadnjič gledal na televiziji, mislim, čudne pogovore o barvi, ne, ko naj bi kot bajagi strokovnjaki govorili zelo čudne stvari. Ne. Ampak barve imajo svoj vpliv. Tu moramo biti pravzaprav previdni, ne, imajo svojo in ne moramo zdaj zgeneralizirati, zlasti pa iz tega ne moramo narediti komercialno medicino. Ne. In tudi moje slike niso komercialna medicina, ampak poskus komunikacije z zavezanimi rokami, z omejenimi barvami, pa z tistimi izkušnjami, ki si jih pač nabiram. Profesor Čobal, iskrena hvala za ta pogovor. Midva se bova še pogovarjala v okviru ciklusov Portreti sodobnih slovenskih likovnih umetnikov, vendar bo to v vašem ateljeju, kjer bodo lahko naši gledalci videli neposredno, kako ustvarja slikar v svojem delovnem okolju. Za enkrat se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost in do naslednjega srečanja. Hvala lepa in hvala, profesor Čobal, za ta prijeten pogovor. Tudi jaz hvala lepa, da ste mi omogočili pogovor. Hvala gledalcu, pa hkrati opravičilo, če kdaj nisem bil kaj jasen. Jaz včasih zelo dosti časa porabim, da kaj razjasnim. Mislim, da je bilo zelo v redu. Hvala lepa še enkrat. Hvala.